Zadnji petek v mesecu je čas za mojo najljubšo rubriko. Mateja, živijo, kje bomo danes začeli v spletkah? Hej, začeli bova z YouTubeom, ker ste si največkrat ogledali prispevek o igri Among Us, pa tudi tistega o hitrih testih. Na Instagramu vas najbolj zanimajo informacije o koroni in šolanju na daljavo. Tam in na Snapchatu ste se odzvali tudi na novico o odpiranju šol in to z mešanimi občutki. No, na Instagramu imajo največ srčkov objave o uspehih naših športnikov. Kaj pa na TikToku? Ja, tam pa očitno bolj iščete zabavo, najbolj so vam všeč šale iz osvežilne fronte. Zadnja ima več kot 131.000 ogledov. No, na TikToku smo za vas pripravili poseben izziv, reci ne, s katerim smo vas opozorili na nevarne izzive, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih. Preden se lotite izzivov, odgovorite na 3 vprašanja. Zakaj bi sploh rad opravil ta izziv? Naslednji, Katja? Kako se bom ob tem počutila in pa ali se mi lahko zgodi kaj neprijetnega? Evo, Katja si je vse zapomnila. Če pri sebi zaznate le kanček negotovosti ali je vse skupaj varno, izzivu recite ne. No, zdaj pa smo pripravili športni izziv, ki mu recite ja. Strokovnjaki ugotavljajo, da korona čas slabo vpliva na našo telesno pripravljenost, zato bomo skupaj tudi malo migali. Začenjamo zdaj. Takole je infodromovci, sprehod ni dovolj, gibati se je treba čim več in narediti kaj tudi za gibljivost svojega telesa. In ker je miganje v družbi zabavnejše, se boste lahko najrazličnejših športnih izzivov lotili tudi v družbi infodroma. Čas je za prvi športni izziv, za vas ga je pripravil športni pedagog Miha iz osnovne šole Richarda Jakopiča. Živjo, za današnji izziv potrebujete plastenko, v njej 1/3 vode, potem pa se uležete, plastenko date na čelo in potrebno bo vstati. Ta izziv je zares dober za gibljivost in za koordinacijo. Predvsem pa zato, ker se boste vsi skupaj ob njem zabavali. Lahko potrdim, izziv je res zabaven, zato se ga lotite in nam pošljite posnetke ali fotografije na infodrom@rtv.slo.si. Lepo se imejte, čau!